Flora Imalotrič, vse prav lepo pozdravljam v novem pogovoru in z mano za mizo danes sedi ženska, ki ima toliko vlog, da ji v življenju zagotovo ni dolgčas. Ona je športnica, osebna trenerka, podjetnica, predvsem pa tudi mama in žena. Vida, živjo, kako si? Živjo, hvala za tako krasno predstavitev. Dobro. Sem slišala, da imaš kar naporni tempo, zdaj pred nami so decembrski dnevi. Kaj trenutno, kaj počneš, kaj se ti dogaja? Tako je, ravno včeraj smo se zvečer vrnili iz Beograda, kjer sem vodila trening na Beogradskem sejmu športa. Tako da ja, sem se zjutraj zbudila cela natečena, utrujena, ampak zdaj sem že nekako se nafilila, spila kavo, tako da zdaj sem že v redu. Noč se ti ne vidi, da si neprespana, tako da ne rabiš skrbeti. Hvala, make-up dela čuda, tako da ja. To je res, pa tudi naši mali ritualčki zjutraj tudi včasih naredijo čude. Že samo, če imaš čez tistih 5 minut eno kavo ali pa čaj spiti, se mi zdi, da si prerojen. Res je, drži, tako da ja. Odlično. Kako boš pa kaj preživela te praznike, kaj te decembra kaj čaka? Tako v bistvu decembra nekako sem si dala v svojo časovnico, malo mogoče bolj umirjeno, bolj praznično. Imamo sicer tudi v poslovnem vidiku namen snemanja nove vsebine za aplikacijo, to je torej bačate. Pride bačata not, tako da ja, to je en del, kar se bo izvajalo od posla, drugače pa malo bolj umirjen ritem, da bo recimo po dolgem času december res praznično obarvan. Ja, sej, kot si rekla, si imela kar težek tempo zdaj, tako da te verjetno tudi otročki že malo pogrešajo, kot sem rekla, si tudi mama 2, je tako? Res je. Kako pa to sploh uspeš vse usklajevati, glede na to, da imaš toliko enih vlog? V bistvu težko, ampak mi pa dosti pomaga moja mama, tako da hvala mama, ko boš to poslušala. To mislim, da se vsakič zahvalim, ampak resnično sem res hvaležna, ker brez nje bi to bilo, mislim, da misija nemogoče. Varstvo je osnovno. Prvo, da ti sploh lahko imaš varstvo in da imaš osebo, kateri lahko zaupaš. Torej to. Moja mama mi ogromno pomaga in tudi mož. Tako da v bistvu potem to nekako lahko teče naprej, da so otroci v sigurnih rokah, da si ti miren, lahko recimo greš na službeno pot, oddelaš, se vrneš, kupiš igrače, oni vedno čakajo igrače, jim prineseš in pol so zadovoljni, evo, tako. Odlično. Ja, nas pa čaka zelo pester mesec, kot smo rekli, ne? In glede na to, da se ti ukvarjaš s športom že od malih nog, kako bi pa predlagala drugim, da zdaj v teh kaotičnih dnevih, tednih skrbijo zase, da ne pozabijo na zdrav življenjski slog, bomo sigurno ogromno ene potice pojedli, veliko popili, a ne, ker pač decembra si ponavadi ljudje damo malo duška. Kako pa recimo najprej ti skrbiš za sebe, da ostaneš nekako v svoji energiji, fit, v zdravem življenjskem slogu, pa kaj bi priporočala tudi drugim? Torej, nikakor ne to. Mislim, nekako ne bi priporočila to, da opustijo treninge. Ponavadi ljudje decembra nekako se res sprostijo in potem reče, se bom januarja začela te novoletne zaobljube. In decembra je potem že poleg hrane in pijače je še v bistvu nek break date, da v bistvu sploh imajo pauzo od treningov, kar je recimo največja napaka. Ker potem januarja prvo moraš priti v kondicijsko pripravljenost in drugo pol se še mogoče kaj na konfekcijski številki pozna. Tako da definitivno bi priporočala in tudi kar jaz počnem je, da obdržim ta svoj ritual treningov, torej treniram 3-krat na teden, po 1 uro in tega se potem tudi v decembru držim. Ko pojem preveč potic, kar jaz recimo potice obožujem. Jaz tudi. Pa smo že 2, tako da resnično jih obožujem. Pol pač si pripravim težji trening. Se psihično pripravim na njega, tako da vem, da danes sem pač preveč potice pojedla, jutri bom manjši kalorijski vnos naredila, da nekako to izravnam in težji trening oddelala, kot sem ga recimo. Tako da v bistvu tu si nekako reguliram to zmernost skozi december. Če sem pa čisto iskrena, nikoli ni čisto zmeren, vedno je več vnosa kalorij, ne? Tako da pač, ampak ga
probam s treningi uravnavati. Po drugi strani je pa najbrž tudi pomembno, da se ne odrekamo tem užitkom življenja, ker vseeno pa smo živi in tukaj in zdaj. Definitivno. Jaz sem prvi podpornik tega, da v bistvu zdrav način življenja ne sme biti odrekanje v celoti. Torej v smislu, da zdaj vse kalkuliram, koliko bom jedla, kako bom jedla, da bom zdravo jedla in ne bom nikoli pico pojedla, ne bom nikoli potico pojedla, ne bom krofa pojedla, ne bom pač nič, kar ni zdravo pojedla in bom cel čas trenirala do enomoglosti in imela, ne vem, muskulfiber konstanten. Ne, ker to dejansko ni zdrav način življenja, ker se ti zameri in ga ne boš mogel vzdrževati skozi celo življenje. Tako da definitivno se moramo pregrešiti, definitivno moramo pojesti to, kar nam je dobro. Pomembno je pa, da je tu nek balans, ne, da pač kot sem povedala, recimo malo prej, če bom danes preveč pojedla, ker mi bo potica zelo dobra, bom pač jutrišnji dan mogoče malo bolj manjši vnos kalorij naredila, ker sem pač, da vem, da sem, včeraj sem pojedla 2500 kalorij, moj recimo dnevni vnos je 1500, bom ga pol probala naslednji dan mogoče na 1000 dati, da probam vsaj nekako izravnati, ne, ta vnos in da potem imam ta balans skozi pač svoje celo življenje, da nimam prevelikega odrekanja in da mi ne pride zdrav način življenja v zamero. Ja. To je pač najbolj pomembno, ne? Da ga potem lahko živim normalno, brez slabe vesti, ker sem danes pico pojedla in jo ne bi smela, ne? Ne, pač to je vse normalno in jo lahko poješ in jo poješ in pač jo potem izravnaš, ali boš oddelal kasneje pač težji trening ali boš pač naslednji dan manjši vnos kalorij naredil, ampak osnova je, da pač nek lifestyle zdrav. Ja, ker poznamo ogromno enih diet, pa tudi jaz imam par ljudi v življenju, ki jih poznam, ki so bili velikrat na dietah, pa ko se dieta zaključi, se pa v bistvu še več kil pridobi nazaj, ne? Tako da imaš ta bumerang efekt, kot mu radi rečejo, in moramo se nekako, kot si rekla, spraviti k temu, da si najdemo nekaj, kar nam je vzdržno, a ne? Pa ko si omenila treninge, recimo za nekoga, ki ni še nikoli treniral, pa si skozi govoril, saj bom jutri, bom naslednji mesec, bom januarja, kje in kako začeti? S kakšno stopnjo, koliko je recimo dovolj, da se dosežejo eni rezultati, kaj bi ti svetovala eni čisti začetnici recimo? Torej, jaz vedno rečem tako, najtežje je začeti, ker v bistvu ljudje pridejo v začaran krog, ne, ko si na kavču, pa greš v hladilnik, pa ješ, pa greš pred ogledalo, pa si pogledaš, ne vem, pa bi rada ritko privzdignila, pa bi trebušček zgubila, pa potem svojo podobo v ogledalu pač ne občuduješ, sam sebi nisi všeč in kaj narediš? Si slabe volje in se potolažiš zopet s hrano. Ja. In greš na kavč, zopet ješ in to je ta začaran krog, ne? In potem začneš, bom začela trenirati, bom, ampak to je res se težko pripraviti do točke, da stopiš v telovadnico ali pa si naložiš aplikacijo in treniraš od doma, se preoblečeš, začneš trenirati, zaradi tega, ker je ta začaran krog, ki te ne spusti ven iz tega, ker se moraš res sam dosti zmotivirati, da bi lahko začel. In kadar človek naredi ta korak dalje, je v bistvu že 50% naredil, ne? In da ko potem vzdržuje, si že 70% naredil. Tako da dejansko v bistvu je res, da si mogoče sam človek pri sebi reče, ne, ni dovolj, bom začel, ampak kadar pomisli bom začel, reče danes začnem. Ne? Vem, da je to mogoče malo strogo za začetek, ampak je edina prelomna točka. Ja. Reč, kdaj začnem danes? Danes začnem ob, 8 zvečer, karikiram. In ob 8 zvečer vzameš blazino, aplikacijo v našem primeru, torej si jo naložiš, stisneš notri priporočeni treningi, kadar klikneš priporočeni treningi na podlagi tvojih odgovorov, boš dobila točno pripravljen trening program zate in ponavljaš. Koliko je zate dovolj, ti bo telo pokazalo. Ko ti pač ne moreš, se ustaviš, predihaš, nadaljuješ. To je pomembno, torej, da si prijazen sam do sebe. Ker nekaj, nič je nič. In vsakič, kadar gremo na naslednji trening, torej danes smo delali, imamo en dan pauze, pa ga oddelamo ponovno, torej probamo ga ne preskočiti, torej da ga oddelamo ponovno in kadar ga delamo,
da smo prijazni torej do sebe, da ne, če ne vem, vidi, da dela v aplikaciji 10 počepov, jaz si moram tudi 10. Ne, če je zate dovolj 5, je 5 dovolj. Vsakič bo bil, naslednjič boš naredila 6, potem boš 7, potem boš 8 in boš že prišla postopoma do 10. In to se bo tudi na preoblikovanju postave poznalo, na tvojem psihofizičnem počutju, torej sama se boš boljše počutila, dvignila se ti bo samozavest. Tako da dejansko je najbolj pomembno, da je ta korak v treninge prijazen. Da ni, torej, zdaj pa gremo, začnemo in ti začneš na polno in potem si na pol invaliden, ne moreš niti hoditi, ne moreš nič. Kako boš potem šel v drugi trening delati? Ne boš, ker si že na proti bolečinskih tabletah, da boš lahko preživel. Sploh pa ne, pa potem še odrekanje prehrani, ampak je konec sam sebe, mislim, se ubiješ v takem primeru in se ti to tudi zameri. To res mora biti postopoma in na prijazen način do samega sebe, da človek to osvoji in potem lahko tudi to vzdržuje. Ker je recimo nek adaptacijski čas naših spominskih celic od 1 do 3 mesecev. Torej, odvisno od človeka, kako ti moraš vztrajati, da bi telo dobilo v spomin, da rabiš gibanje in ta način prehrane in potem bo telo samo iskalo gibanje, ne vem, solatko namesto krofa in tako naprej. Torej, in ta je najtežji čas in zato je pomembno, da je prijazen do osebe in kadar ti to osvojiš, si zmagal. Potem samo to vzdržuješ, ker ti bo tudi to telo iskalo. Tako da v bistvu je to resnično ti prvi koraki, na kakšen način vstopimo v šport, na kakšen način vstopimo v zdrav način življenja, kako spremenimo naše prehranjevalne navade, zelo pomembno. Ja, pa tudi se mi zdi, da ko začneš trenirati, ti začne vedno bolj zdrava hrana tudi pasati dejansko. Ker pol, če veš, da si tako bil priden in treniral in si všeč, pol se ne boš ravno basal s čipsom pa s picami. Pol ti je že tako mogoče, če si prej lahko cel čips pojedel, ti je ena pest pol enkrat dovolj, če imaš nek gušt, a ne bi rekli po domače. Res je, to drži. Zato jaz tudi nikoli ne... prvo nisem pristaš diet. Jaz mogoče v življenju sem 2-krat hotela iti na dieto in vsakič, ko sem rekla, jutri grem na dieto, sem razmišljala samo o hrani. Ja, sej to. Tako da pol sem pojedla več kot sicer. Kaj bom jedla, samo to je bilo čez cel dan. Tako da no go. Poleg tega, da diete imajo jojo učinek, kot smo prej govorile. In torej, jaz to potem postavim na sekundarni pomen. Zakaj? Zaradi tega, ker kadar človek dela trening in dela in se trudi in vidi rezultate, bo avtomatično popazil na prehrano. Ja. Ne boš zdaj ti oddelala trening in boš šla na hamburger. Zelo težko, razen če boš imela dogovorjeno res s prijatelji, pa še takrat boš popazila, koliko ga boš pojedla. Tako da to res eno veže z drugim. In je enemu začetniku, ko se komaj začne ukvarjati z telovadbo, toliko informacij daje, kaj boš jedel, kaj ne boš jedel, kako boš telovadil, je brezpredmetno. Prvo začne telovaditi in potem se bo prehrana regulirala tudi sama od sebe. Seveda rabi vedno pomoč zraven. Ja. Ampak bo posameznik že sam začel lepo se distancirati od nezdrave prehrane, od vnosa, koliko bo vnašal in kaj bo vnašal v telo. Je pa fino, da si najdemo strokovno pomoč, tako kot si omenila že večkrat svojo aplikacijo. Zdaj ti v aplikaciji ne ponujaš samo treningov, ampak tudi način prehrane oziroma neke jedilnike. Kako pa to zgleda? Tako je. Torej v aplikaciji je 1825 zdravih predlogov jedi z recepti. So prevedeni v 6 jezikov. V bistvu gre za zdrave recepte, ne za diete, torej zdravo prehrano, kar je izredno pomembno. Notri boste recimo lahko našli tudi toste, ampak te so recimo polnozrnati, tudi testenine, te so ravno tako polnozrnate, tudi krompir, torej vse bomo našli notri, ampak je pomembno, kdaj se to v dnevu vnaša v telo, v kolikšni meri, kako je to pripravljeno in tako naprej. Tako da to je v bistvu zdrav način prehranjevanja. Ne pa samo recimo solatka, pa riž, pa piščanec, kot si recimo ljudje predstavljajo. In v bistvu prednost tudi tega je ta, pač naših jedilnikov v aplikaciji, da si lahko posameznica recimo današnje kosilo zamenja z jutrašnjim ali pa s kosilom čez pol leta, če recimo nima sestavin ali pa današnji predlog kosila ni všeč, tako da v bistvu dejansko lahko vedno miksa
obroke med sabo, zajtrk z zajtrkom, kosilo s kosilom in ne preseže dnevnega priporočenega vnosa kalorij. Tako da dejansko je to, kar sem prej razlagala, prijazen način prehranjevanja, kateri je priporočen, vzdržuješ skozi celo življenje, ker je v bistvu zdravo za telo, telo dobi vse hranilne snovi, katere potrebuje, brez odrekanj in brez da bi se potem zaradi tega zredili. Ja, pa včasih je najtežja stvar razmišljati, kaj boš jedel, a imaš vse nakupljeno, tako da je mogoče fino imeti pomoč na tem mestu tudi. Tako, točno to. Recimo, jaz kot mama vem, da sem se vedno vrtela v istem krogu, kaj bomo jedli. Imaš unih, 5-6 jedi in potem priješ do konca in zopet začneš od začetka. Tako da tukaj ti ne zmanjka idej, torej to je prvo. In drugo je tudi prednost ta, da aplikacijo torej imaš na telefonu. Telefon imaš pa vedno pri sebi. Greš v trgovino, pogledaš notri sestavine in si lahko takoj kupiš. Torej ne rabiš nobene knjige, ne rabiš nobenih listkov. Danes imamo itak na aplikacijah vse. Si pogledaš, danes bi kuhala to ali pa ne vem, v soboto bi povabila prijateljice, bi kuhali to in imaš notri sestavine že v receptu oziroma tudi zgoraj nad receptom pišejo sestavine in jih lahko si jih takoj v trgovini priskrbiš, brez da bi potem ti zmanjkalo doma za izvedbo kosila ali pa večerje. Super. Mi je pa zelo fascinantno pri tebi, kaj si ti uspela tudi glede podjetniške poti narediti. Ti si bila ena izmed prvih, ki je naredila takšno aplikacijo. Kakšni so bili začetki, od kje je sploh prišla ideja, da bi naredila aplikacijo? V bistvu smo prvi, ki smo naredili tako aplikacijo in še vedno smo prvi v svetu za tako aplikacijo. Torej gre za pametno športno aplikacijo, katera na podlagi odgovorov posameznice ponudi točno pripravljen trening program zate. Ona predstavlja osebnega trenerja. Torej vem, da mnoge aplikacije se reklamirajo na enak način, ampak ni enako. Torej ni enako, če ti si naložiš aplikacijo in delaš enak trening kot vse ostale. To so recimo tako klasične fitness aplikacije, danes delam ritko, jutri delam trebušček, potem delam roke in tako naprej. To ni osebni trener. Naša aplikacija pa dejansko predstavlja osebnega trenerja, ker naprimer enaka vprašanja bi ti jaz postavila, na podlagi tvojih odgovorov bi ti enak trening program delala s tabo 1 na 1, kot ga ti dobiš v aplikaciji. Torej take aplikacije ni. Mi zato na podlagi tega smo tudi zasedli prvo mesto v svetu. In leto zatem smo zasedli tudi 6. mesto v svetu po številu uporabnic. Tako da tu lahko s ponosom povem, da res smo visoko rangirani, na kar sem izredno ponosna. Gre tudi za vse patentirane trening programe. Mi tudi, ti ko boš odgovorila na vprašanja, boš dobila trening program točno pripravljen zate in boš vedno delala celo telo. In ti boš cel teden, 3-krat na teden oddelala trening celega telesa in naslednji teden boš dobila nov trening program, ki ti ga bo aplikacija sama ponudila na podlagi preteklega treninga, ki si ga oddelala in bo tudi ta težji, seveda z drugačnim vajami in boš zopet 3-krat oddelala tega in tako naprej. Se bo to stopnjevalo, recimo, da boš začela na programu novinke, to je najlažji trening program v aplikaciji in v roku 1 leta boš glede na kondicijsko pripravljenost prišla na nivo oziroma na podlagi kondicijske pripravljenosti na kondicijsko stopnjo ene profesionalke skozi celotno vodenje. Tako da tu je recimo naša aplikacija, ki se razlikuje od drugih. Kot sem povedala, hvala Bogu je vse patentirano, tako da je potem tudi težko to skopirati. Pa se niti ne sme. Torej, to je, kar se tiče aplikacije. Na idejo pa je prišel moj mož. Marsikdo misli, da sem prišla jaz, nikakor ne on. Nekako sem se potožila njemu, tako sem se začela tožiti, ne enkrat potožila, ampak kaj bom pa jaz, ko bom imela 50 let? Bom pri 50 letih hodila na treninge s torbo in vodila treninge v živo. Jaz to zelo rada počnem, mi ni noben problem, ampak zopet leta potem naredijo svoje. Dvomim, da zdaj imam 40, zdaj se mi še vedno da, a pri 50 ne vem, če bi se mi dalo hoditi na lokacije s torbo in gremo. In potem on je prišel na idejo, če bi naredili aplikacijo svojo. Tako, in potem to je potem ta štartala, smo nabrali ekipo in iz osnovne zamisli, da bi bila neka osnovna aplikacija, potem ratala taka prva pametna.
A sta že dolgo skupaj, kako sta se pa spoznala? Ja, dolgo. Torej, zdaj sva skupaj, zadnjič sem se zmotila, sem povedala napačne. Torej, midva sta skupaj od leta 2012, torej 11 let. Wow, lepo. Ja. Spoznala pa sva se da se spomnim. Ja, torej jaz sem delala, je bilo obdobje, ko sem jaz delala v pisarni in v strežbi, ker sem rabila dodaten zaslužek za pokrivanje vseh kreditov, kredit stanovanja, avta in tako naprej. In sem pač v tej strežbi stregla popoldanske malice. No, in tako sva se tam spoznala. V bistvu jaz sem bila kot natakarca, s priložnostno delo popoldansko. On pa je hodil tam iz svojega podjetja, ker on ima tudi pač svoje podjetje, ki je odprej, na kosila. In tako potem... In tako je preskočila iskrica. Ja, tako. Lepo, ja, ker on je velik del tvoje poti, a ne? Res je. On je v bistvu te zelo spremlja in podpira pri vseh tvojih podvigih. Res je. Kako pa je delati s partnerjem? Kakšni so morda plusi ali pa izzivi? Torej, lepo. Mislim, je lepo. V prvi vrsti je lepo, zato ker če imaš partnerja, ki te toliko podpira, kot on mene podpira, je zelo lepo. Sploh recimo... ko naprimer greva na sejme, kamor sem povabljena za voditi treninge in ko vidiš ljudi spodaj, ki te čakajo in ploskajo in te kličejo in na velikih monitorjih se vrtijo tvoje reklame. Mava oba solzne oči, ne? Tako, pač, ja, je lepo, sva oba ponosna, nam obema to ogromno pomeni, tako da recimo iz tega vidika je res fenomenalno, ker je težko dobiti eno osebo, da bi ti lahko toliko stala ob strani in te toliko podpirala, pa ne glede na to, koliko bi ti njo lahko plačal. Ne? Ja. Torej, to je prednost. Slabost pa je ta, da potem tudi določene dele, ko recimo, ne vem, stvari ne grejo po planih, zamujaš s kakšnimi projekti, jih nosiš domov, pa se potem tudi tam skregaš, pa je tako napeto vzdušje, ker recimo, ne vem, jaz lahko pričakujem od njega, da je on poklical ali pa odgovoril na določen mail, on pa tega ni uspel, pa tako da v bistvu, ko si privatnik, se ne zaključi urnik ob 4 popoldan, ne, nažalost ne, in si potem še vedno popoldne in po noči in cel čas vpet v to, tako da dejansko, če ne bi delili skupaj, bi se sigurno tudi manj pokregali doma, okoli določenih službenih zadev. Po drugi strani pa, definitivno ne bi bilo toliko uspeha, kolikor ga je trenutno, na podlagi pač teh združenih skupnih moči. Evo. Pa tudi potujete lahko skupaj, tako, to je tudi najbrž lepo. Tako, ja, to je res, da v bistvu, naprimer, ko greva na službeno pot, potem si vedno vzameva tudi kakšen dan, dva zase, da sva potem tako malo v miru en z drugim, tako da to je prednost, ja. Da se tudi povežete, da niste samo sodelavca. Tako, ja. Tako. Ja, na neki točki moraš najbrž potegniti črto pa reči, ok, zdaj sem pa samo mama in on, zdaj sem pa samo oče, a ne? Tako, res je. Recimo, naprimer konkretno zdaj v Beogradu, ko sva končala, torej sem odvodila trening, podala intervjuje, pa sva prišla v hotelsko sobo in on meni reče, ti pokažem slike. Ne. Zdaj je dovolj, bomo naslednji dan pogledali slike, ne? Smo bili itak že tako utrujeni, naslednji dan, ko gremo tako da potem smo nekako počasi razmejujemo stvari, kje, kdaj in kako. Kot naprimer, ko prejmo domov, tudi, kot si malo prej povedala, isto, zdaj dovolj, zdaj dajmo, ne? Aha, nek naloga, Mija, kako je bilo v vrtcu, pa malo potem to nekako potegneš neko črto. Kdaj si mama, kdaj si partner, kdaj je to poslovni vidik. Definitivno je to zelo težko in to še vedno nekako usklajuješ, kadar so problemi iz službene narave, jih definitivno prineseš domov. Mislim, da to tudi vsi počnemo, tudi če nimaš svojega podjetja. Recimo, če si ti zdaj v službi, pa se ti nekaj slabega zgodi, pa boš prišla domov, boš tudi partnerju povedala, veš, ne, kaj se mi je zgodilo, pa je bilo to, pa ona mi je rekla to, pa Tako je tudi pri nas, tem, da pol če sta oba vpeta, ne, potem se potencira. Tako. Tako da mislim, da iz leta v leto je mogoče malo lažje to razmejiti, da potem nekako res dejansko potegneš malo lažje črto, so pa v bistvu vedno zabrisane. Tako. Ja, seveda, pa si predstavljam, kako je težko biti prisoten pol zares 100% s svojimi otroki, takrat, ko imaš težave, on pa vseeno rabi tudi mami, a ne, si predstavljam, da to mora biti kar težko. Tako, ja. Mislim, moraš pač odklopiti, se pravim, da z leti je nekako malo
bi rekel, si se naučil skozi leta pač to odrezati, ne vem, zdaj Nik greva nalogo, mi, ne vem, barbike, naprimer. Nisem si predstavljala, da so otroci, ko odrasteš, se potem še vedno igraš z barbikami, jim češeš in delaš kitke, ne. Tako da recimo, ne. Pol tudi to počneš, da pač ne, da je otrok zadovoljen, kljub recimo, ne vem, težavam ali pa slabi volji, ki se ti je zgodila. Ampak dejansko vidiš, da družina je tista, ki je najbolj pomembna. Ne? In nekako pol držiš to, se učiš skozi leta to držati nit, da ne vlečeš toliko tega na dom, na otroke, je pa vedno ta tanka meja, ne? Tako zabrisana. Sem pa večkrat slišala od uspešnih poslovnežev, da so mi rekli, več kot imaš neke varnosti, ljubezni, topline doma, bolj si upaš tvegati zunaj, torej v biznisu, v življenju nasplošno. Ker imaš neko stvar, ki te verjetno polni, ki ti daje ljubezen, energijo, moč, tako si predstavljam. Mislim, jaz verjetno nisem nikoli razmišljala to iz tega vidika. Bolj sem razmišljala recimo, koliko si pripravljen tvegati od zunaj, je po mojem iz vidika posamezne osebe, karakterja osebe same in iz tega, koliko sama oseba sebi zaupa. Mislim, jaz tako to razmišljam. Recimo, jaz nikoli ne bi tvegala posel ali pa neko stvar na tak način, da bi ogrozila svojo družino, imetje svoje družine in podobnega, torej definitivno ne, pa lahko sebi ne vem koliko zaupam in sem sigurna v svoje početje, ampak je vedno neka meja, do kje greš, kje je neka zdrava meja, katero pač ne prestopiš. Tako da zdaj, kako kdo gleda na to, res bi težko to komentirala. Sigurno pa če doma ni toplega odnosa, če ni podpore, če ni zdravega odnosa, pa ti pa posel pa sploh ne bo, mislim, bo zelo težko laufal, ker se boš ukvarjal s tem, da bo doma bilo poštimano v redu, da se boš potem lahko osredotočil na posel. Tako da dejansko je to osnova, da bi lahko sploh bil uspešen, ne? Ker se tiče pa tveganja, pa jaz mislim glede tega, koliko sam verjameš vase, ne? In do kam greš. Se mi pa tudi zdi ful pomembno, da imaš nekoga, ki vseeno verjame vate, tako kot recimo mož, ker se mi zdi, da ko pa imaš nekoga za sabo, potem pa res si 10-krat več upaš. Obvezno. Ja, točno tako. Če pa tega nimaš, točno tako. Iz tega, če si na tak način mislila, definitivno, da ker če nimaš osebo, ki verjame vate, pol niti ti sam sebi ne verjameš, ne? Če bi tebi nekdo cel čas govoril, saj pa tebi to ne bi uspelo, pa zakaj? Naprimer, pa zakaj bi nekdo glih tvojo aplikacijo treniral, pa sej jih je, veš koliko jih je, zakaj misliš, da če jo ti razviješ in toliko denarja porabiš za razvoj in za vse to, bi lih tvoje vzeli, sej potem jo niti ne boš začel razvijati, ne? Če pa ti nekdo verjame v tebe, da bo, pa sej znaš, pa sej bo ratalo, pa kaj ima veze, na svetu je, mislim, je milijardo konkurence, vedno v vsake stvari. Torej, smo vedno, vsak, ki vstopi nov na trg je pljunek v morje, ne? Torej, konkurence je ogromno in če nimaš te podpore, da nekdo verjame v tebe, mislim, da potem sploh si ne predstavljam, kako bi pol sploh začel, s čem. Tako da še toliko težje. Ti si ogromno zrasla v zadnjih letih, imaš 2,2 milijona sledilcev tudi na Instagramu, tako da imaš res tako močno platformo. Kaj bi rekla, da je recept, da ti je tako zelo uspelo? Mislim, zaradi tega, ker dejansko mi imamo aplikacijo plasirano globalno v svet, kar je razlika. Recimo z vsemi aplikacijami, nekatere se recimo reklamirajo samo v določeni državi in so serverji, ki pokrivajo samo določeno državo. Torej, naši serverji pokrivajo cel svet. Torej, če bo oseba iz Mehike hotela trenirati preko aplikacije, ta aplikacija nje nemoteno dela. Torej, server v Mehiki pokriva pač Mehiko. Tako da dejansko to število followerjev je relativno nizko glede na globalizacijo aplikacije. Definitivno pa ta številka je porasla zaradi marketinga, ker mi se recimo pojavljamo po svetu, torej in vse povsod, kjer se pojavljamo, v živo, tam se tudi vrtijo naše reklame. Reklame se vrtijo za naložitev aplikacije, kot za
konkretno recimo followanje Instagram profila ali pa page like na Facebook profilih. Tako da dejansko tukaj gre ogromno, je visoka investicija v marketing in je pač ta številka pričakovana. Ja. Pa omenila si tudi, da si bila na enem velikem sejmu v Dubaju, kjer si naredila svoj trening. Kako pa je bilo to, kako je prišlo do tega sodelovanja? Dubaj me je lani povabil na vodenje treninga, torej to je največji sejem v svetu za šport, pač športa in zdravja, kjer so lani povabili 10 najboljših trenerjev iz celega sveta. Povabilo je botrovalo temu, ker je pač naša aplikacija leto predtem bila zasedla 6. mesto v svetu po številu uporabnic in še leto predtem pa smo zasedli 1. mesto na podlagi inovativnosti v svetu med vsemi aplikacijami za zdravje in fitness. Tako da v bistvu uspehi naše aplikacije globalno v svetu so generirali povabilo na Dubai Active. Tako da bila je ogromna trema prisotna. Verjamem. Ljudi je bilo ogromno, to je torej, jaz sem zelo hvaležna za sploh tako priložnost, da sem jo sploh lahko doživela, občutila in pač dala skozi, tako da v bistvu to je tudi ena velika odskočna deska za nadaljnja vsa povabila, katera so sledila za Dubajem in katera še sledijo, in tudi in prepoznavnosti same blagovne znamke in aplikacije in mojega obraza. Recimo letos sem jaz v največjemu sejmu za zdravje in šport Dubai Active obraz tega sejma, torej to pomeni, da oni, kjer pač reklamirajo njihov event, uporabijo tudi moj obraz, uporabijo tudi link za naložitev aplikacije, tako da dejansko je to kar taka ena velika stvar se zgodila, ki je pač našo uspešnost aplikacije prinesla, do tega, da so nas opazili in povabili. To je velik uspeh, tako da čestitam. Ja, Slovenci se ne znamo tako pohvaliti, mi smo vzgojeni, da smo zelo skromni, tako da je prav, da se kdaj tudi pohvalimo, pa si rečemo, to je pa zelo dobro. Res je. Ja, jaz tudi vedno rečem, da smo Slovenci preveč skromni in smo tiho. Ampak dobro, potem pa recimo to pokažemo z nekimi drugačnimi dejanji, ne, tako. Res je. Kaj pa zdaj naprej? Zdaj ogromno enih stvari si že dosegla na svojem področju, kakšni so pa cilji, plani za naprej, kaj je mogoče največji cilj, ki si ga želiš v karieri doseči? Imaš kakšnega? V bistvu niti ne. Mislim, da ta največji cilj, dobro, cilji so verjetno še višji, nisem razmišljala sploh nikoli iz tega vidika, ker dejansko zdaj recimo, kot sem predhodno povedala, je to generiralo nadaljnja povabila na sejme, kot recimo sem jaz letos vodila tudi trening v Riminiju, to je največji sejem fitnessa, zdravja in pač športa v Evropi. Pa zdaj kot sem povedala, sem se vrnila iz Beograda, tam je isto pač največji sejem v Beogradu, že sam Beograd ima več prebivalcev kot Slovenija sama, tako da tam je bilo tudi zelo uspešno, zdaj se dogovarjamo za Turčijo in za Mehiko, tako da recimo meni osebno je lepo voditi treninge v živo, to imam rada, če se pač izpogajamo z našimi pogoji, z njihovimi pogoji, da pridemo skupaj, potem pač se na sejme odzovemo. To nam generira večjo rast aplikacije, več naročnikov. Jaz pač počnem to, kar mi je všeč, torej treniram, vodim, snemam. Tako da dejansko zdaj neki višji cilji iz tega, sploh ne vem, kaj bi lahko bili. To je super, da že zdaj živiš vse svoje sanje. Ja, to moram potrkati, to je res lepo. Jaz mislim, da tudi to je v bistvu generiralo, vse to skupaj je prišlo tudi do tega, ker to jaz dejansko res rada počnem. Torej, jaz treniram od 7. leta svoje starosti in nisem postala trener, ker je zdaj šport in. Torej, tudi če šport ne bi bil in, bi jaz bila trener. Bi jaz trenirala. Torej, in to se tudi začuti. Torej, ljudje, ko pridejo na trening, začutijo in to energijo in to ljubezen in ta način vodenja.
In sami programi so sestavljeni z veliko ljubezni, tako da mislim, da vse to, ves ta trud, vsa ta pozitivna energija, ki je generirana v to, se pač občuti. Ljudje občutimo, ko nekdo nekaj počne z ljubeznijo. Res je, ja. Ali ko nekdo nekaj počne, ker pač to počne, ker je, ne vem, ali to moderno, ali ker to mora, ne. Tako da to je razlika in to potem dostikrat tudi generira uspeh. Ne. Ja, in tudi, da obstaneš na trgu, ker veliko ljudi gre za medom, zdaj nekaj, recimo moderno, pa to se pravi zdaj wellness, pa fitness na splošno, se mi zdi, da je en velik boom dosegel, da je zdaj to zelo moderno, da smo vsi zdravi in se ukvarjamo s športom in tako. Ampak ti si že kar nekaj let na trgu, pa najbrž veš, da so tako valovčki, malo gre gor, malo gre dol in dejansko na koncu se itak na sceni ponavadi obdržijo tisti, ki to res radi počnejo in srcem, ker ni vedno samo lepo in navzgor, ne? Ki je pa magari, da bi bilo, to je ogromno, v eni karieri ogromno in bi rekel pretočenih solz, razočaranj, sploh na poti, recimo, ko hodiš gor, živcev. Mislim, je ogromno tega, ni vse, kar se vidi, pa ti si pa zelo uspešna, pa ti je ratalo. Ja, pot do tega je tudi trnova, ne, recimo. Mi smo že samo aplikacijo, prvič smo jo posneli, ko sem jaz imela, sem bila torej 7 mesecev po porodu Mije in smo jo snemali 1,5 leta. Torej, da smo vse posneli, s tem, da moramo vzeti v zakup, da tukaj gre ogromno notri, ogromno, torej mi imamo več kot 2500 videov, torej to za to posnet, mi smo snemali vsaki dan, mislim, en delovnik. In zatem, torej leto zatem, meni moja podoba v aplikaciji ni bila všeč, ker je bila 7 mesecev po porodu in pač trebušček ni bil izklesan in roke niso bile izklesane tako, kot je treba in tako dalje in smo še enkrat snemali. Tako da drugič smo jo snemali 8 mesecev. Tako da recimo že samo to, koliko časa smo snemali. Naprimer, naša diplomirana dietetičarka je recepte pisala 1,5 leta. Potem je to bilo treba vse prevajati. So bile še 2 prevajalke, katere so prevajale. In recimo tukaj že samo za vsebino, torej za notri, katera je prihajala v aplikacijo takrat, s tem, da je zdaj še več stvari, ker smo konstantno vsako leto damo 2 nove stvari, je bilo ogromno živcev in ogromno solz pretočenih. Naprimer, ne vem, prevajalka prevede, pa pošlje, pa ti je prevajala napačni jezik, ker si rekel, bo šel prvo, ne vem, na italijanski trg, ona pa ti je prevajala hrvaški trg. Pa se je zdaj to vse zamaknilo, agencija pričakuje drugo, ona je naredila drugo, ti delaš drugo. Tako da je tukaj ogromno komplikacij, ki se je dogajalo in ki se tudi konstantno dogajajo, ker nobena stvar ne gre po maslu. In je ogromno živcev, ki jih ti tudi vmes zgubiš, preden ena stvar pride recimo na mizo, ne, javnosti. Tako da ampak vseeno to jaz mislim, da nas to naredi močnejše, da se iz stvari mogoče več nekako naučimo, vedno iz neke slabe stvari probamo potegniti dobro stvar, torej čez nekaj slabega, kaj v temu slabemu je bilo dobro, kaj smo se naučili, kaj ne bomo ponovili, kaj lahko izločimo. Tako da recimo jaz vsaj to tako vedno gledam in potem se nekako zopet zaženeš naprej. Tako. Kaj bi recimo priporočala oziroma kaj bi rekla mladi vidi, ko je bila na začetku z vsemi izkušnjami, ki jih imaš zdaj danes? Zdaj se mi pa postavlja vprašanje. Definitivno. Prvo, kar bi povedala, je neoziranje na govorice ljudi. To radi počnemo, ja. Ja, torej to definitivno, prva stvar. In druga, mogoče malo več, mladi vidi malo več strpnosti. Jaz sem recimo... Mene vsi ljudje, ki me ne poznajo, jemljajo za ful mirnega človeka. Pa ti si ful... Ne, jaz sem ful živčen človek. Jaz ful hitro postanem živčna, ampak se tudi hitro ohladim. Torej, sem taka temperamentna. In bi recimo mogoče tako, calm down, nobena stvar ne rata na hitro, pa sem taka neučakana, Torej, zdaj nekako z leti sem to ugotovila in se tudi to moje pričakovanje, moje mišljenje, moje dojemanje spremenilo, ampak definitivno bi dosti živcev prihranila in bi lepše živela, manj bi se stresirala, tako da definitivno bi bil to neoziranje na okolico in pač take it easy, Vsaka stvar se zgodi
kadar se mora zgoditi, Ja. jo ne moramo prehiteti. Ne, Tako. se mi zdi, da skozi manj lahko nadziramo, ker življenje gre tako po svoje, ne vem, moje leto, letos, karkoli sem si preveč planirala za en teden vnaprej, se ni išlo po planu. Vsak dan se mal premakne, nekaj odpade, nekaj ne gre čez, tako da se mi zdi, da nas prav življenje skozi bolj uči, da moramo biti pretočni, zaupati, da vse pride ob svojem času, ampak ja, kot si rekla, ljudje smo zelo neučakani. Točno to. Smo. Ja, ampak in dejansko pol tudi z leti se naučiš, da v bistvu je resnično, ne, tisto, kar največ šteje, je družina. Se boš videla, boš imela otroke. In potem, ko jih enkrat imaš, ti živiš za njih, zvone nasmeške, da so oni zadovoljni. Da, mislim, se moraš imeti čas zase, vedno, definitivno. Ampak je to prva stvar. Prva. Ker mi oblikujemo njih, mi oblikujemo, torej, kot je nas mama oblikovala, ne? Aha, karakter, drža, način, sedenje, kako jemo, kako hodimo, kako se obnašamo. Potem smo se tudi sami, ampak neke istočnice smo dobili, ne? Od naših staršev. Seveda. In so oni tisti, ki so poskrbeli, da imamo danes kruh v ustih. Torej, tako smo mi dolžni za naše otroke. In to je tista prva stvar, ki je recimo najbolj pomembna. In potem gre vse ostalo in se zgodi, pač pomembno je, da se trudiš in da daš svoj maksimum pri vsaki stvari in da si dosleden in tako. Ampak ne, da si neučakan in da se stresiraš in si zaradi tega kvariš kvaliteto svojega življenja. To je tisto. Ne, recimo, jaz sem sebi dostikrat pokvarila kvaliteto svojega življenja, ker sem hotela, da je to hitreje, pa sem bila živčna, zakaj se to ni zgodilo, pa zakaj to ni, pa ne. Pa so vplivali recimo ljudje, ki so na primer govorili slabo o meni, ne, aha, pa zakaj se jim nisem nič naredila, pa zakaj si tako mislijo. Vedno bojo bili ljudje, ki te imajo radi in tisti, ki te nimajo radi. Pač vsem ne moreš biti všeč. Ne, tako je. In ko enkrat to sprejmeš, potem živiš s tem. Tako da dejansko preko to sprejmeš in ugotoviš, da živimo samo enkrat in da smo minljivi in da je ta kvaliteta življenja resnično pomembna, potem bolj uživaš življenje. Ne? To je pomembno. Ja, se strinjam in upam, da bomo to vsi ponotranili. Včasih je tako težko. Res je. Ampak ja, zelo, zelo pomembno. Ko si omenila otročke in tako, prebrala sem, da si imela kar težka 2 poroda oziroma okrevanja po porodih. Kako si se pa potem spravila nazaj v formo? Ker se mi zdi, da ko se malo pogovarjam z mladimi mamicami, one imajo največkrat težavo, ker itak že tako nimaš časa za sebe, pa kako še prideti v formo, da si boš všeč, ker vseeno, če si ti všeč, to vpliva tudi na vzgojo otrok, na vse ostale okoli tebe in tako, kaj Oprah rekla, če tvoja steklenička ni polna, ne moreš nalivati drugim. Kako pa si ti takrat poskrbela, da si prišla nazaj v formo, kaj bi priporočala mladim mamicam? Torej, jaz sem pri obeh porodih sem imela carski rez, tako da okrevanje je res boleče in dolgotrajno. Tako da vse ženske, katere so rodile s carskim rezom, vejo, o čemu govorimo. Torej, ti dejansko se smejati ne moreš, ker te vse boli. Hoditi ne moreš normalno, ker te pač vse boli. In potem imaš eno štručko, za katero moraš skrbeti. Tako da je zelo, zelo, zelo naporno. Če bi še enkrat mogla iti skozi, bi rekla hvala, ne, res. Drugič, ko sem bila noseča, je rekel ginekolog, kaj bova tudi imela carski rez? Jaz rečem, prosim, če lahko naravno, deva probati naravno. Okay. In potem, ko smo imeli v zadnjem mesecu te preglede, se mi je ni obrnila z glavico navzdol, je bila poševno. V tem je, glej, zdaj, ali da jo probamo obračati z glavo, pač zunanjo rotacijo, da delamo, skozi trebušček, ne? In to je tudi zopet baje boleče. Ali pa naredimo carski rez. In jaz, In potem reče on, glede na to, da prvič se nisi odpirala, se nisem odprla, kljub popadkom vsemu, mi je odtekla plodna voda, vse. Torej, jaz sem bila odprta 2 centimetra in to je bilo to. In potem so pač morali po, mislim, da 10 ali 12, po 10 urah, so potem naredili carski rez in rekel, glede na prvič, da je bilo to, da je bil ta pač problem in glede na to, da zdaj sploh nisi odprta, dvomim, da pač bo sploh prišlo do naravnega poroda in je bil zopet carski rez. Tako da drugič je bilo mogoče malo lažje z vidika, ker sem vedela, kako okrevanje pričakovati. Definitivno pa torej, po enem mesecu imaš ti pregled pri ginekologu, ki pač preveri, če je vse v redu.
In ko ti ginekolog da zeleno luč, da je vse v redu, da se pač ni maternica spustila v medenično dno nazaj, da pač je okrevanje poteka v smeri tako, kot mora, sem potem začela s poporodnimi vajami. Torej, to je zelo prvo pomembno, da ti imaš poporodne vaje po pač porodu, zato da se pač diastaza rektusov zapre, vkolikor jo imaš, da se medenično dno okrepi, torej, da potem tudi naš trebušček počasi lahko usahne, ne? In da potem, ko to obdobje, torej poporodne vadbe, da skozi, potem začneš z normalno vadbo. Ker če začneš takoj z normalno vadbo, se ti recimo dostikrat lahko zgodi, da ostane nosečniški trebušček, ne? To pa je dostikrat zaradi diastaze rektusov, katere ženske niti ne vejo, da jo imajo, ne? In potem imajo celo življenje trebušček, kot da so noseče, pač to je to, ne? Ker recimo začela lahko prehitro, pa je začela z napačnimi vajami in je to potem še okrepila, namesto da je zmanjšala, je to še okrepila. Tako da v bistvu jaz sem začela po enem mesecu, sem imela ta pregled in potem sem začela z treningi poporodne vadbe in potem počasi sem pač upeljala nazaj ta svoj extreme trening, katerega izvajam in sem nekako recimo v 6-7 mesecih prišla na obliko postave, kot jo imam, definitivno pa ne na definicije, recimo mišic in tako, to ne, to je potem še trajalo nekaj časa, ampak je pa zelo težko, se moraš v bistvu zmotivirati. Meni je recimo to dostikrat pomagalo, da v bistvu, ko je ona spala, sem jaz telovadila doma, ne. In tako, da sem se tu nekako kombinirala, je res, da pač je mene težko primerjati s komerkoli, ker jaz imam to rada tudi, ne, in je to nek moj lifestyle, ampak dejansko je pa tudi pomembno, da se vse ženske zavemo, da torej naše telo izraža tudi naš lifestyle, ne, in boljše, ko se bomo počutili mi v našem telesu, bolj samozavestne bomo, ne. In več bomo lahko dale in otroku in partnerju in pač družbi od sebe, ne? Ker bomo same sabo bolj zadovoljne. In pač je potem tista investicija, ki jo rabimo, recimo, ne vem, 1 ura na 2 dni, zase je relativno nizka. Zato, da bomo zdrave, da se bomo dobro počutile in da bomo pač imeli višjo samozavest. Tako da v bistvu je vedno to, koliko sam sebe ozavestiš. Iz tega načina. Pač, če izhajamo tako, potem bomo lahko tudi ponujali to in kvaliteto otrokom in možu in pač same sebi, v prvi vrsti same sebi in potem naprej. Ja, jaz sem videla, da mi je največjo razliko naredil to, da imam zjutraj 1 uro časa zase, da lahko potelovadim, da lahko vse naredim, vse svoje rituale, ker potem mi sploh ni problem delati tudi 12 ur, če je treba, samo da imaš ti, se mi zdi, nek stik s sabo, da narediš nekaj za sebe, da se dobro počutiš, se nasmehneš sama sebi zjutraj in si rečeš, bravo, danes sem pa to naredila za sebe. To. Ker ti vedno moraš imeti, torej, tudi ko imaš partnerja in otroke, ti vedno moraš imeti en delček svoj, ki je samo tvoj. Ja. To moraš imeti, ker če tega nimaš, bolj zgubiš samega sebe. In to je zelo pomembno. Ker edino takrat lahko kvalitetno živiš. Ko to opustiš, si izgubil samega sebe. In ko si izgubil samega sebe, si raztrešen. Gotov, potem boš moral to zopet najti nazaj, ne? Ja. Tako da to je pomembno, da se obdrži tudi potem v zvezi, v starševstvu, vsemu. Ta delček sam svoj, recimo, to je ta tvoja jutranja rutina. Jutranja telovadba, kavica, ne, ko si sama sabo. In to je zelo pomembno. To pač ti tvori to notranje zadovoljstvo in pač to, kar si, tvoj bit. Pa navzven se to tudi vidi. Jaz vidim na intervjujih, ko se pač lahko skozi kamero gledam, vidim pa v odnosih, stvari se začnejo kar klapati. Ker če si ti miren, to mirnost prenašaš tudi navzven, ne? Če si pa ti vas raztreščen, se ti pa v življenju vse živo dogaja. Pa ne dobre stvari ponavadi. Res je, točno tako. Ker je to pač ta notranji mir, ta bit, ki ga imaš, ga moraš nekako probati vzdrževati. Dostikrat je zelo težko, ko imamo milijardo obveznosti, ampak jaz mislim, da je pač to tisto, kar pač ti osvojiš, ne? To je ta adaptacijski čas, ne? 1 do 3 mesece. Kot smo rekli. Ja, evo, jaz mislim, da smo na taki lepi temi zaključile, da je mogoče čas, da rečeva hvala lepa in adijo vsem poslušalcem. Imaš mogoče še kakšno zadnjo misel, ki bi jo rada predala?
Jaz mislim, da ne, mislim, da smo vse povedali. Sva bili zelo obširni, Ja. se mi zdi. Povej še, kje te lahko najdejo. Torej, aplikacijo Extreme Training si lahko prenesejo iz App Store ali Google Play Store. Torej, tam samo vpišejo Extreme Training in je aplikacija na voljo, 7 dni je brezplačen preizkus, tako da vsi dobrodošli. Poleg tega pa lahko tudi na spletni strani www.extremetraining.eu dobijo še več informacij. No. Odlično. Želim ti en čudovit december, čim bolj miren, prazničen, s tvojimi najdražji, pa veliko, veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala in hvala enako tudi tebi. Hvala.